kratko si bomo pogledali dve stvari, kako izračunamo naklon premice in kako kot med premicama. Premica je običajno podana kot linearna funkcija. Se pravi, f od x je nekaj krat x plus nekaj. To je tako imenovana razvita ali eksplicitna oblika funkcije. Recimo, če imamo f od x je 3 krat x minus 4. Dajmo to funkcijo narisati. Zato, da funkcijo narišemo, imamo dve možnosti. Prva je ta, da naredimo tabelico in si izmislimo, kaj so x-i, in potem računamo y, ki so v bistvu isto kot f od x. Y in f od x je enako. Za x vstavimo ponovadi minus 1, nič in 1. In zdaj računamo 3 krat minus 1 je minus 3, minus 4 je minus 7. Nič krat 3 je nič, minus 4 je minus 4, 3 krat 1 je 3, minus 4 je minus 1. Tako. Potem pa to narišemo, se pravi minus 1 je minus 7, recimo tukajle, nič minus 4, tukaj in 1 in minus 1 nekje tukaj. In če prav narišemo, lahko čez to potegnemo ravno črto. Tisto, kar pa nas zdaj zanima, je pa kakšen je ta kot. Da bomo to znali izračunati, si bomo pomagali še z drugim načinom risanja, ki je krajši in ne zahteva tabelic. Kako že gre tam? Izpišemo, koliko je k. V našem primeru je k 3. K je smerni koeficient. K določa smer. Smerni koeficient. Vedno tista številka, ki je zraven x-a. Ta druga vrednost, to je pa n. Začetna vrednost. Začetna vrednost zato, ker če bi vstavili za x je nič, bi vedno dobili vrednost to, kar ostane. 3 krat nič minus 4, minus 4. Se pravi, to je pa n. Začetna vrednost. In zdaj najprej vedno narišemo n. Začetno vrednost. 1, 2, 3, 4, minus 4. In tukaj je prva točka našega grafa. Če gremo za eno v desno, moramo iti za toliko, kot je k, v našem primeru 3, ker je plus 3, gremo gor. 1, 2, 3. In zdaj narišemo črto. Tako. Zanima nas naklonski kot. Naklonski kot je tale. Tukaj noter. Ampak takoj vidimo, da je ta kot isti kot tukaj le dol. Vidimo tole? Tale kot je enak. Tukaj. Isti kot. Ker sta te dve črti vzporedni. Se prav v bistvu iščemo ta kot in če se zapomnimo, kaj smo naredili, šli smo za eno sem in šli smo za toliko, kot je k gor. Glede na ta kot alfa, je imamo v bistvu pravokotni trikotnik tukajle, vidimo, tole je pravokotni trikotnik, tole, in ta k je temu kotu alfa nasprotna stranica, enka je pa priležna kateta. Zdaj se spomnimo. N in P na postelji. Kdo je na postelji? Teta. Torej je to funkcija tangens. Tangens naklonskega kota je torej n lomljeno s p, v našem primeru pa je to k lomljeno s 1, kar je pa kar k. In iz tega dobimo, koliko je naklonski kot premice. Bomo to zdaj na veliko napisali, pomemben obrazec, ki nam ga ni treba zdaj vedno znova več izpeljevati, moramo si pa zapomniti. Se pravi, tangens fi je k, še več je absolutna vrednost od k. Tudi če bo k negativen, mi vzamemo pozitivno vrednost. In potem kot dobimo tako, da izračunamo arkus tangens, to pomeni, da na kalkulatorju stisnemo shift pa tangens od k. In dobimo, kater kot je to. Če naredimo še en primer, recimo, da imamo y je
minus 2x plus 1. Tako izpišemo, koliko je k. K je minus 2, koliko je n. N je 1. Če si bi to narisali, to funkcijo. N je 1, je tukajle. 1 v desno, ker je pa zdaj k minus 2, gremo za 2 dol. In zdaj sta te dve točke. Tako. In kot, vzamemo vedno ta ostri kot. In zopet velja, da je tangens tega kota, alfa recimo, enako smernemu koeficientu v absolutni vrednosti, torej absolutna vrednost od minus 2. In zopet alfa je, absolutna vrednost od minus 2 je vedno pozitivna, se pravi imamo 2 in alfa je arkus tangens od 2. Tukaj smo že videli, da včasih pišem tangens tan, včasih tg, oboje je isto. To je prvi del, se pravi smerni koeficient. Drugi je pa ta, kolikšen je kot med premicama. Zdaj, če imamo mi recimo prvo premico, y1 je 3 krat x minus 4 in drugo premico minus 2x plus 2, kako določiti kot med njima? Dajmo najprej te dve premici narisati, da si jo sploh predstavljamo. Takole. Prva y1 ima torej k enako 3 in začetno vrednost minus 4. In narišemo. 2, 3, minus 4. To je tukaj. Eno desno in 3 gor. Takole. In potem. Drugo je minus 2x plus 2, se pravi, začetna vrednost je 2, smerni koeficient je ta številka zraven x-a, to je minus 2. In to pomeni, začetna vrednost 2, tukaj štartamo, 1 v desno in potem za 2 dol. Aha, zanimivo, da tukaj da pride, takole. Eto. In kot med premicama je pa zdaj ta kot, tisti ostri kot, ki je noter. Tako. Lahko bi si pomagali s tem, da izračunamo kot prve pa kot druge, ampak lahko to naredimo na hitreje, uporabimo enostavno formulo, ki so nam jo že pripravili, izpeljali drugi. In sicer, tangens mestnega kota je k2 minus k1 polomljeno z 1 plus k1 krat k2. To je že izpeljano. Izpelje se s pomočjo adicijskih izrekov, za razliko dveh kotov, ampak za nas bo čisto ok tole. In zdaj gremo. Tangens fi, k2 je koliko? Aha, še označimo k1, k2. Vseeno je, kdo je 2, kdo je 1. Rezultat bo isti. K2 je torej minus 2, minus 3, polomljeno z 1, plus k1 je 3 krat minus 2. Eto, in dobimo, da je tangens fi enako. Minus 5 polomljeno z 1, minus 6 je v spodaj tudi minus 5 in je to enako 1. Kar pomeni, da je naš kot fi enako arkus tangens od 1, kar pa je 45 stopinj. In bi dobili, da je kot med njima 45 stopinj.